Lepo pozdravljeni, moje ime je Nina Štajner in dovolite mi, da vam izrečem dobrodošlico v sveži epizodi podcasta Delo in dom. Podcasta, v katerem domujejo vse teme, vezane na kvaliteto bivanja. Današnja tema, nov nepremičninski davek, trenutno dviguje ogromno prahu. O njem pa se bomo pogovarjali z dvema podkovanima strokovnjakoma, Boštjanom Udovičem, direktorjem Zbornice za poslovanje z nepremičninami, in Ivanom Simičem, davčnim strokovnjakom in nekdanjim direktorjem davčne uprave. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljeni. Tik pred prazniki je javnost zelo razburila najava novega davka za drugo in vse naslednje nepremičnine. Znane izhodišča so trenutno precej ohlapna oziroma veliko je nejasnosti. V kakšni fazi priprave je ta nov zakon? Kdaj lahko pričakujemo kaj konkretnejšega? To je verjetno vprašanje za koga, ki ga ni ob tem omizju. Je pa res, da so ta izhodišča zelo ohlapna. Jaz mislim, da je mogoče vlada oziroma so pristojni na Ministrstvu za finance malo pohiteli, mogoče tudi zato, ker jih je OECD spet opozoril na to, da je treba na tem področju nekaj narediti. Dobili pa smo neka izhodišča, ki jih je težko komentirati. Zdaj vidim, da strokovna razprava poteka taka in drugačna, ampak malo tipamo v temi, ugibamo, kaj je pesnik želel povedati s temi izhodišči v enih elementih, ampak se mi zdi pa pozitivno vse to, da se pogovarjamo v teh zadevah. No, definitivno se pogovarjamo. Naše uredništvo so namreč bralci zasuli s pismami in zelo življenjskimi pomisleki in strahovi. Mogoče dovolite, da vam preberem dve zgodbi. Bralec nam piše: s partnerko imava 2 stanovanji, vsak je lastnik polovice vsakega stanovanja. Kako bo v tem primeru z napovedanim davkom na nepremičnine? Bi bilo bolje, da bi bila vsak lastnik ene nepremičnine v celoti, ali država pričakuje, da se bomo navidezno ločevali? In pa drugi primer, zanima me, ali bom morala plačati nepremičninski davek na drugo hišo, v kateri živi hčerka s partnerjem in 3 otroki. Stalno je prijavljena tam že 20 let. Očitno je, da če pomagaš otroku do strehe nad glavo, te država udari po žepu. Bolje bi bilo imeti nič, no. In še veliko je podobnih. Kaj bi mogoče odgovorili bralcem v teh primerih? Je strah upravičen? Torej, v takih primerih bi jaz rekel, da ne počakajo najprej na predlog zakona, pa ker je predlog zakona je še 30 dni razprave, pa potem gre na vlado, tako da časa bo več kot dovolj. Ampak prav gotovo bodo morali tisti, ki bodo zakon predlagali, kot je že prej Boštjan povedal, je to bilo bolj pred novim letom, da so nam zapolnili čas z neko drugo razpravo, ne pa o mogoče kakšnih bolj aktualnih, bom rekel, dogodkih. Tako da jaz zaenkrat to ne jemljem toliko resno, sploh glede na to, da so samo dali stanovanjske nepremičnine in stavbna zemljišča, ne poslovne nepremičnine, ne ostalo premoženje. Ampak če gremo v takih primerih prav gotovo, tako kot ima tale gospa, kjer živi njena hčerka s partnerjem, je normalno, da to ne bi smel biti predmet odločitve in ne bi smel nobenega prisiljevati, da zdaj mora podariti, ona kot mati stanovanje svojih hčerki, ampak pač neke izjeme ali pa neka dokazila, da pač ožji družinski člani živijo not. Imam primer, me zadnjič odklical nekdo iz enega konca Slovenije, ker je podedoval hišo, ki jo ne more dati v najem nobenemu, ker tam ni nobenega, ki bi vzel najem. In on bo moral plačati davek, ne. Tako da tukaj je bilo to bolj namotan. Zdaj, če rečem čistko, če hočeš zakon pisati, pa če hočeš videti, kaj je vse narobe, narediš, kot so oni naredili. Zdaj, ker ljudje skočijo in potem imaš vse kombinacije, tako da jaz bi rekel, da ljudje počakajo in se tudi preveč ne razburjajo in bori. Super, to je dobro vedeti. Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Številni strokovnjaki pa so sicer prepričani, da so cilji davka pravilni, le predlagana izvedba je nekoliko neustrezna. Opozarjajo, da bi obdavčitev ne smela biti vezana na število nepremičnin, temveč mogoče na njihovo vrednost. Gospod Simič, kako se vam zdi kot izkušenemu davčnemu svetovalcu ta predlagana napoved, ali bi bilo boljše? Torej, če želijo obdavčiti premoženje, potem naj obdavčijo premoženje. Ampak premoženje niso samo stanovanja oziroma samo nepremičnine, ampak je tudi premoženje, če rečemo, depoziti v banki, vrednostni papirji, deleži v podjetjih, naložbe v plemenite kovine in tako naprej. In jaz sem zagovornik, če že morajo obdavčiti, torej včasih me kdo narobe razume, da sem jaz za obdavčitev, jaz nisem za to obdavčitev, ampak če že mora biti, potem se mora vse premoženje enakovredno obdavčiti. Zaradi teh pojavov, ki se pojavljajo, da je lahko prvo stanovanje nekomu vredno 1 milijon, drugemu pa vredno 200 tisoč, ali pa on, ki ima 200 tisoč, ima še 2 stanovanje, pa bo plačal davek.
vse pa je pod milijon, sem jaz zagovornik tega, da bi se pač uvedel en znesek, do katerega bi bilo pač premoženje neobdavčeno, recimo 200 000 evrov, in pa normalno, če gremo na vse premoženje, nizka davčna stopnja, pomeni jaz zagovarjam že ves čas 0,3% in ni takih težav, ljudje bodo plačevali in bo v redu. Normalno bo treba spostaviti evidence, ampak banke imajo podatke o naložbah, tiste naložbe, ki jih nimajo, se bo že finančna uprava najdla. Danes je praktično po vseh teh sapiranjih, nemožnost odpiranja računa, poročanja bank in tako naprej, so zadeve dokaj zaprte. Kakšno pa je vaše stališče? Zdaj moram reči, da gre v tem delu za moje osebno stališče, ampak tukaj se z gospodom Simičem strinjam. Načeloma zdaj treba je reči, da mi na Gospodarski zbornici že leta podpiramo uvedbo nepremičninskega davka, ampak ne kot dodatnega davka, nikakor ne, ampak kot davka, ki bi nadomestil vse sedanje davščine, prispevke, obveznosti, ki izvirajo iz lastništva ali pa posesti nepremičnin, zato ker je to stanje trenutno zelo neurejeno. Imamo zakone iz bivšega sistema, recimo NUSZ, mislim, da je iz 86. leta zakon, enako velja ta davek kot premoženje in tako naprej, pa mislim, da so tam iz naslova gozdov, za gozdne ceste. Tako da mi smo to podpirali pred leti. Res se je pred leti pojavila ideja o tem, da bi obremenili vse premoženje, glede tega stališč uradnih nismo sprejemali še, ampak jaz osebno lahko rečem, da to podpiram, kolikor je seveda možno. To so naši kolegi, mislim, da iz Slovenskega nepremičninskega združenja FIAPCI tudi pred leti predlagali. To idejo so poimenovali tisočinka. Kaj je zanimivo pri taki ideji, da bi lahko z bistveno nižjo davčno stopnjo, z bistveno manjšo obremenitvijo, kar se tiče davčnega izplena, če tako rečem, malo preveč agresorsko mi zveni ta beseda, ampak bi lahko dosegli podobne učinke, ljudje pa teh obremenitev ne bi tako čutili in tudi upora ne bi bilo, ker 1,45% vrednosti nepremičnine je, pa vem, da tudi druge države poznajo nekatere podobne obremenitve, ampak vprašanje je tudi, kaj za to dobiš, kaj ta davek zajema, kaj lokalna skupnost nazadnje nudi z vidika infrastrukture. Taka majhna obremenitev, promil 2, 3, tako kot je rekel gospod Simič, bi pa bistveno manj bolela lastnika in bi jo država bistveno lažje uveljavila. Res pa je tudi, da je treba iti v obdavčitev vsega. Se pravi, če govorimo o nepremičninskem davku, je treba obdavčiti vse nepremičnine, seveda postaviti neko spodnjo mejo, vsekakor, ker zdaj nepremičnina, ki je vredna do 100 000 evrov, včasih gre za kakšne podrtije, s katerimi si lastnik nima kaj pomagati. Tako da v tem smislu je treba iskati rešitve, smo pa nepremičninski davek podpirali, ampak predvsem zato, ker imamo pri nas bistveno preveč obremenjene prihodke od dela, bistveno preveč obremenjeno delo, s prispevki predvsem, na drugi strani pa imamo bistveno manj obremenjeno premoženje, kot ga imajo druge primerljive države. Trenutno imamo dva davka, se pravi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in pa davek od premoženja za stanovanjske objekte večje od 160 kvadratnih metrov. Kaj se predvideva za ti dve dajatvi v sklopu nove ureditve? Težko kaj komentiram na podlagi teh izhodišč, ki so res vsebinsko niso obsežna, tudi tiste odgovore na vprašanja, ki so vam jih bralci zastavili, če bi imeli pred sabo zakon, in tukaj se popolnoma strinjam z gospodom Simičem, treba počakati s takimi vprašanji, kaj bo, nazadnje zdaj neka javna razprava na neka izhodišča, potem, če bo slučajno zakon pripravljen, če pridemo do te točke, bo spet javna obravnava predloga, takrat bomo lahko vedeli kaj več. Zdaj se pa na taka vprašanja težko odgovori. Razumel sem, mislim, dejansko bi šlo za zelo podobno obdavčitev, kot je tisti davek od premoženja. Tako da po mojem to ne bi obstajalo vzporedno. Ne vidim kakšne možnosti, da bi. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pa predvidoma ostaja. Ja, ampak nadomestilo je koliko, mislim, da je bilo leta 23 282 milijonov pobranega. Torej, če se uvaja nek nov davek na nepremičnine, pa jaz zagovarjam na vso premoženje, potem se mora NUSZ ukiniti in se mora tudi ukiniti davek na premoženje. Normalno, zdaj v tem novemu zakonu, ki so ga pred Božičem pač posredovali iz vlade, je bilo rečeno, da NUSZ ostane in da bo ta davek v celoti šel v proračun, državni proračun, torej da občine od tega nimajo nič. To je pa druga stvar. Ampak gledajte, to je zaradi tega, ker oni želijo reči, mi bomo s tem davkom, ki smo ga uvedli, bomo razbremenili delo.
Delo bi pa razbremenili tako, kot smo imeli v izhodiščih, da bi povečali splošno olajšavo, ki so jo pa pred 2 leti ukinili povečanje splošne olajšave, ker zdaj je 5.000 plus 2.000 je 7.000, mi smo pa takrat, ko smo pripravili zakonodajo leta 2022, smo šli pa do 7.500 za olajšavo. Torej oni s tem, ko bi dali splošno olajšavo 2.000, bi večino bi razbremenili, tam je bilo govora, spet bomo rekel tako taktično, ne, ker paziš, da ne razburjaš ljudi, so rekli 320 oziroma 520 evrov, ne? Ampak vsi vemo, da tisti, ki so v najvišjem dohodninskem razredu 50-odstotnem, 2000 evrov olajšava pomeni 1000 evrov. Pomeni tisti z najvišjimi plačami, ki so že na letnem nivoju čez 74.160, oni bodo dobili 1000 evrov varjan. Ampak to ni rešitev, ti ne moš v enemu vzeti, ali pa ne določeni skupini vzeti pa dati vsem. Jaz to pravim, to je delal Robin Hood, ki je vzel bogatim pa dal siromašnim, ampak je treba to drugače. Ampak tako, kot ves čas ponavljam, to je bila pač vržena neka kost za glodanje čez novoletne praznike. Ja, no, država nekako pričakuje, da bo ta ukrep pripeljal do znižanja cen nepremičnin, da ljudje naj bi lažje prišli do lastnega doma. Slovenci se pregovorno zelo radi držimo svojih nepremičnin, nimamo nekako tako, kot mogoče ki je v tujini, ko najprej samski živi v manjšem stanovanju, pol se to zamenja za večje, kasneje se spet nepremičnina zamenja in se gre nazaj v manjše stanovanje. Slovenci pregovorno radi imamo svojo lastnino. Pa vseeno, kako mislite, gospod Udovič, da bo ta ukrep vplival na nepremičninski trg? Mislite, da bo več tega? Kako bi vplival, ne? Ja, tako bom rekel. Mislim, tako, vse ste na začetku omenila, ne? S cilji se je težko ne strinjati, ne? Ogromno je praznih stanovanj, ogromno stanovanj se uporablja kot sredstva za parkiranje nekega odvečnega denarja. Tudi jaz bi raje videl, da bi se investiralo v druge oblike premoženja kot v nepremičnine in z tega vidika s cilji načeloma ni noben problem, ampak obstajajo ukrepi, s katerimi bi te cilje lahko drugače dosegli na bistveno bolj sprejemljiv način. Recimo pri praznih stanovanjih eden od nujnih ukrepov, na katerega opozarjamo že leta, je, da je treba izboljšati pravni položaj najemodajalcev. To so si zapisali tudi sedanja vlada v koalicijsko pogodbo in smo bili zelo zadovoljni s tem, da je to v koalicijski pogodbi, pa se od takrat o tem sploh ne govori. No, torej mogli najprej se tega lotiti. Tako, prvič bi bilo treba znižati davek od oddajanja, se pravi od prihodkov iz naslova najemnin, zato ker je 25% davek eden od najvišjih, kar jih jaz poznam v primerljivih državah, in izboljšati pravni položaj najemodajalcev in potem bi videli, zakaj ljudje imajo prazna stanovanja, zakaj jih ne oddajo. Tisti, ki bi jih potem oddali, bi avtomatično padli v bistvu in verjetno bi... Cilj bi bil dosežen. Vsaj en del cilja bi bil dosežen. Potem bi se lahko pogovarjali, če so potrebni še kakšni dodatni ukrepi. Mi pa zdaj v bistvu gremo kar z macolo. Ja. Kaj pa najemni trg? Posebno ugodnosti so namreč predvidene za tiste lastnike, ki bodo najemnine oddajali v dolgoročni najem. Se pravi, 25% davka prijavljenih najemnin se bo štelo kot olajšava pri plačilu nepremičninskega davka, ampak paradoksalno bo to predvidoma ravno zvišalo najemnine, namreč višja najemnina pomeni višjo olajšavo. Ja, do meje 1,45%, ne? Nad to pa načeloma ne. Zdaj vprašanje je tudi, koliko trg prenese višanje. Res je, da bi država v bistvu s tem, ko je izračunala teh 1,45%, če izračunamo v bistvu vizavi davka dohodnine od najemnin, bi potem lastnik preračunal, maksimalno si bom pobotal ta davek, če bo najemnina toliko in toliko, in bi potem vsaj v določenih območjih verjetno država s tem spodbudila zvišanje do tiste meje. Ne? Ampak se pravi, po mojem so šli s popolnoma napačne strani, oni so šli verjetno računati, koliko zdaj posamezni lastnik plača davka, če oddaja legalno, in so rekli, do te meje gremo lahko mi z davkom tem nepremičninskim oziroma davkom na stanovanjske nepremičnine. Problem pa imamo v tem, da je že tisti davek bistveno previsok. Ne? Zapravo, najprej bi mogli tistega znižati in bi potem tukaj prišli sigurno do bistveno nižjih procentov, če že razmišljamo o takem načinu. Ampak tisti je bil že znižan. Je bil, pa je bil potem zvišan. Ja, napovedana obdavčitev je res dvignila kar nekaj prahu, pa ravno pred kratkim smo imeli že dve podobni zgodbi, spremembo pravilnika o učinkoviti rabi energije in nov sistem plačevanja omrežnin, ki smo videli, da sta se pol malo
prilagodila in spremenila, pa bo tudi ta juha tako vroča, kot se kuha, ali se tudi tu Ampak pričakuje? tukaj so zašli drugo pot, tukaj so zdaj najprej vrgli kost, da vidijo, kaj bo ljudstvo reklo, ne? In potem lahko pripravijo ta prav zakon. Tam so prišli ven s tisto omrežnino in tako naprej, kot smo videli, in zdaj poskušajo reševati pa spreminjati pravilnike. Tako da tukaj so šli, bom rekel, malo na tipanje, čeprav še zmeraj, jaz pravim, dokler ne bodo rešili predvsem problem najemodajalcev, pomeni, če meni nekdo ne plača najemnino, če mi uniči stanovanje, da jaz tako s policijo pridem in ga takoj deložiram oziroma izselim, toliko časa to ne bo, ker nekateri se morajo tožiti po par let, lahko mu še stanovanje uniči. Prej smo tu slišali, ko smo se pogovarjali, da lahko na koncu, da je najemnik celo stanovanje zažgal. Torej, vse to so ta zadeve. In tudi, če bo davek uveden, če je ta davek 1,45, recimo 1,5 pa 300 tisoč vredno stanovanje, je to 4500 je davek. Najemnino, če imam 1000 evrov na mesec, v Ljubljani je to 12 ur, meni 25% najemnine gre za davek. To meni normalno je, da bodo zvišali najemnino. Ali se bodo pa srečali, bo vsak pol vzel. Tako da bo prišlo do povečanja najemnin. Jaz druge variante tukaj ne vidim, da bi zdaj najemniki šli. Razen škoda, da niso on davek, bi morali vrniti nazaj na 15, pa bi bilo malo lažje. Imate mogoče še kakšno misel za naše poslušalce? Ja, mogoče sem se tam navezati na to, kar je zdaj gospod Simič rekel. Mene čudi, zdaj v teh razpravah o teh izhodiščih sem šel brati tudi odločbo Ustavnega sodišča iz leta 2014. To, pred 10 leti smo že šli čez to zgodbo. Smo že šli čez podobno. Tisti zakon ni bil toliko ekstremen, kot je, mislim, tam je bil že zakon sprejet. Tisti predlog niti ni bil tako slab, pa še vedno je sodišče tam našlo ogromno protiustavnosti. Od tega, da je bilo občinam oduzetih precej sredstev, mislim, da je približno polovica od tistega, kar so imeli iz NUSZ-ja, do tega, da so bila rezidenčna pa nerezidenčna stanovanja razdeljena. Tam je bilo predvideno, da za nerezidenčna bo davek 0,5%, za rezidenčna pa 0,15%, in že na to je Ustavno sodišče reklo, da gre za neutemeljeno razlikovanje, ki je tudi prevelik razkorak. Zdaj gremo pa iz 0 na 1,45, se pravi za 80% lastnikov, recimo čez palc, 0% davka, za tistih 20, ki imajo 2 ali 3 stanovanja ali več, pa 1,45. In jaz ne vidim možnosti, da bi, ne glede na sestavo Ustavnega sodišča, ki je zdaj mogoče malo drugačno, kot je bilo 10 let nazaj, ne vidim možnosti, da bi ta zadeva, če bi bila sprejeta na tak način, da bi šla čez. In me čudi, da pripravljavci teh izhodišč vsaj tega niso malo poštudirali, pa ugotovili, na kaj je treba biti posebej pozoren, ker nima smisla sprejemati zakona, če na koncu ne bo zaživel. Ja. Plus, če že vidimo, kaj se je že zgodilo, ponavljamo. Imamo že izkušnje. To bo še zanimivo leto. Najlepša hvala vam za obisk v našem studiu. Vam pa hvala za pozornost in se slišimo ponovno čez 14 dni.